ste greli. Moje ime je Bojana Planina, sem predstavnica odnosov z javnostmi pri podjetju Avtobusna postaja Ljubljana delniška družba. Tukaj predstavljam še predstavnico za odnose z javnostmi Moniko Bukovec, skupina Arriva. Na začetku vas moram spomniti, da prosim lahko, da ugasnete mobilne telefone, da vas ne bojo motili. Novinarsko konferenco bomo začeli z izjavami in sicer bo vsak posebej povedal svojo izjavo. Nato pa so na vrsti vaša vprašanja, pa vas tudi prosim, da se predstavite, odkot ste, pa komu je vprašanje namenjeno. Dala bom tudi potem listo prisotnih, da predstavim še enkrat. Tukaj so z nami predsednik uprave Postojnska jama delniška družba gospod Marjan Bakajer. Na njegovi levi, vaši desni je predsednik uprave in direktor družbe skupine Arriva Slovenija in sicer Erik Stig Karlsson in direktor delniške družbe Marjan Kohler, delniške družbe Avtobusna postaja Ljubljana. In sicer tako, kot smo v Ljubljani začeli z pozdravom, bomo tukaj ravno tako našemu gostitelju dali prvo besedo. Gospod direktor Bakajer, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Ob urejanju misli ob tej avtobusnem postajališču pri Postojnski jami me prešinil en dogodek iz zgodovine. V 200-letni zgodovini je bilo obdobje 1924 pa do druge svetovne vojne obdobje Italije. Takrat je bil pomen gibanja ljudi izreden. Italijanske železnice so organizirale prevoze iz cele Italije na način, da vsaka karta, ki je imela na svoji poti Postojno, postopno, je imela 50% popust. Dolgo časa po vojni je bil transport v ta del Slovenije otežen, tudi zato, ker ni bilo avtoceste. In današnji trenutek, ko smo skupaj odprli avtobusno postajališče v parku Postojnske jame, ni tako nedolžen, da se zasluži samo neko novico. To je korak k razumevanju, kakšno podobo, turistično podobo ne kaže Slovenija. Ta podoba je lahko dobra samo takrat, kadar je ponudba prilagojena gostom. In danes gostje hočejo biti mobilni. Prihajajo v Evropo neevropski gostje večinoma z avionom in oni se želijo prosto gibati. V Sloveniji imajo pa kar nekaj težav. Težave zaznavamo najbolj mi, ker je pogosto vprašanje, kako pa se do vas pride. V tem primeru bomo sila enostavno povedali, kako. Zelo prijetno se bodo usedli na avtobus, bi v 45 minutah z Ljubljane in to, verjemite mi, da cenijo. Cenijo enostavno gibanje, cenijo skrb in pa cenijo pravzaprav tudi varnost. Njegova varnost se začne tudi s tem, da kako lahko kupujo na avtobusnem postajališču, da jim obisk garantiramo za uro, ki jo kupajo in če ni prometnih zatojev, so tudi tele avtobusi točni. Ampak ne glede na to, v sezoni so polurni obiski in to je lahko tudi skok v razumevanju tistega, kar turistični delavci govorimo. Gostom moramo dati prosto pot gibanja. Prosto pot je pa dobro dati na način, kadar se dve gospodarske družbe povežeta, zato ker vsaka vidi svoj interes. To je prav način povezovanja gospodarstva, konkretno tudi turizma in pogledajte, kako se lahko nekdo prijetno počuti, ko pride na avtobusno postajo v Ljubljani, dobi vse informacije in lahko v istem trenutku mu poveš, da bo prišel samo par korakov od prostora, kjer se prodajo karte in samo 100 metrov od jame. To je rariteta. In to rariteto bi veljalo posnemati tudi kje drugje. Res pa je, da se morajo marsikatere turistične destinacije najprej urediti in pokazati tudi prevoznikom, tudi avtobusni postaji Ljubljana,
da ste tukaj zaželeni. Ker ne ste zaželeni in naša nadgradnja linijskih prevozov se kaže v tem, da imamo pa brezplačne prevoze v času visoke sezone med parkom Postojnske jame in med jamo. S tem mislim, da delamo tudi en velik korak s trajnostnemu razvoju razumevanja turizma, ker več kot po takih vrst prevozov manj bomo obremenjevali okolje, to je pa za nas, ko upravljamo z naravno in kulturno dediščino, tudi temeljna usmeritev. Tako da hvala za to, da ste se odločili. Mi gostov, ki prihajajo, ne bomo razočarali, tako kot upamo, da nismo vas razočarali in nadgradnja vsega tega je, ko bo Postojna dobila še eno veliko letališče, pa bojo potem tukaj, ker še avioni pristajali, pa bomo pa res svetovna destinacija. Hvala lepa. Hvala predsedniku upravnega odbora Postojnske jame, gospodu Batavelju. Predajam besedo predsedniku uprave in direktorju skupine Riva Slovenija. Za prevod bo poskrbel vodja projekta Riva Primorska in Dolenjska, gospod Iztok Štrukelj. Izvolite. Hvala. Dear guests, it is with a big pleasure and honor that I today came together with a partner, bus station, and the tourist destination Postojna Jama, announce the implementation of a new additional bus stop, Postojnska Jama, on a regular bus line. By this, we connect the capital Ljubljana, the Slovenian coast, and Nova Gorica with one of the biggest attractions in the country, and now I'm convinced of the scenic area. And also wider in the region in Europe, with Postojnska Jama. Dragi gosti, posebno veselje in čast, da lahko danes skupaj s partnerji to avtobusna postaja Ljubljana in turistična destinacija Postojnska Jama najavim uvedbo novega dodatnega postajališča Postojnska Jama na naših rednih avtobusnih linijah. Tako kot razumemo Postojnska Ljubljana in Slovensko Obalo ter Novo Gorico od ena največjih kilometrskih držav. To lahko zatrdim tudi sam, danes, ko sem ponovno videl, pa tudi širše, v regiji in v Evropi. To je Postojnska Jama. From 1st of June 2015, our buses will drive several times daily on the line Ljubljana-Koper-Nova Gorica to Postojnska Jama. All tourists with the new bus stop that is located just outside the entrance to Postojnska Jama, all tourists and local visitors will be able to visit the queen of all caves by public bus passenger transport that is affordable, comfortable, safe and environmental. 1.6.2015 naši avtobusi vozijo več kot dnevno na liniji Ljubljana-Koper oziroma Nova Gorica do Postojnske jame in nazaj z uvedbo novega postajališča, ki v neposredni bližini vhoda v jamo, da lahko vsi turisti in domačini obiskali kraljica vseh jam z javnim avtobusnim potniškim prometom, ki je cenovno ugoden, dober, varen in okolju prijazen. Arriva is an international company which is very embedded with the communities we serve. We always look for creative and innovative ways to improve our services. And we are at the same time committed to reducing the impact that transport has on the environment. Arriva je mednarodna družba, ki pa je trdno zakorenjena v skupnosti, kjer delujemo. Nenehno iščemo ustvarjalne in inovativne načine za izboljšanje naših storitev. Hkrati pa smo zavezani k zmanjševanju vpliva, ki ga ima promet na okolje. The new possibility that we offer together with our partners to the visitors of Postojna Jama is our contribution to an even better connection of central Slovenia with Kras and Primorska region, and the development of eco-friendly tourism, bearing in mind the present and the future. And for that, I'm together with all my colleagues very, very proud. Nova možnost, ki jo s partnerjema ponujamo obiskovalcem jame, je naš doprinos k še močnejšemu povezovanju osrednje Slovenije s Krasom in Primorsko in k razvoju turizma, prijaznega do okolja, z mislijo na sedanjost in prihodnost. In na to vsem, skupaj z vsemi sodelavkami in sodelavci Rive, zelo ponosni. Hvala. Hvala. To je bila izjava Bo Erik Stig Karlsson, predsednik uprave in direktor skupine Riva Slovenija. Prosim zdaj direktorja avtobusne postaje Ljubljana, gospoda Marjana Kotarja, za vašo izjavo.
Hvala lepa. Težko je še kaj dodati, ker ste kolega že malo vse povedali. Pa kljub temu par besed. Naš moto je, da odpiramo poti. Danes smo simbolično odprli eno, skupaj so partnerji Postojnsko jamo in nalivo. Pripričan sem, da bo to majhno postajališče Postojnska jama postalo pomembno v tem, ne v tem velikosti, ampak pomembno v številu prepeljalnih potnikov. Naša usmeritev je torej povezovanje vsebin s prevozom v nek paket na enem mestu, tako da lahko potnik dobi vse informacije, se pravi in karto za Postojnsko jamo in za druge turistične destinacije, vse na eni točki, se pravi na avtobusni postaji v Ljubljani. Verjemite mi in nam, da je javni potniški promet voden, varen, udoben in okolju prijazen. Spodbujamo ga skupaj in obljubljam vam, da bomo odpirali poti z avtobusne, da bo odprtih poti z avtobusne postaje vedno več in da bomo okoljsko osveščenim partnerjem ter prevoznikom tudi. Hvala lepa. Tako, to so bile izjave. Prosila bom Matijo, da vam razdeli tudi v pisni obliki. Drugače vam bomo tudi na vaše e-poštne naslove poslali, zdaj takoj po novinarski konferenci. Zdaj ste pa na vrsti vi, spoštovane novinarke in novinarji, izvolite z vprašanje. Janez Temlin, Ljubljanske novice. Vprašanje vsem trem, kdo je bil sploh pobudnik te zanimive ideje, poslovne ideje, ker se mi zdi, da je zelo poslovna. In seveda moram, ker sem iz Ljubljane, moram to vprašati gospoda Kotarja, kdaj se bo lotil te neurejene avtobusne postaje v Ljubljani, ki mislim, da je sramota za slovensko prestolnico. To moram direktno reči, prav da to direktno tudi vprašam. Hvala. Ideja je zrasla na avtobusni postaji v Ljubljani, predvsem zaradi razloga, ker so potniki vpraševali, kako bi najlažje prišli do Postojnske jame in do Postojnske jame. Mi smo jih pred leti usmerjali pač v Postojno in so pa tej pristopali ali peš prišli. Danes pa vidimo od 1.6. to deluje, da skupaj smo rešili ta problem, tako da imamo sedaj to povezavo direktno s Postojnsko jame. Brez partnerjev bi to težko realizirali, ampak nekak ideja je pa ne zrasla. Zdaj seveda v Ljubljani imamo pa ta problem s novo avtobusno postajo. Vi veste, da smo na tej lokaciji že od leta 61 in da se stalno sprejemajo neki prostorsko-ureditveni plani, ki pa ne bi bili realizirani, vendar se je tudi zdaj zakompliciralo, se vi poznate zadevo. Tri granice oziroma Emonika, slovensko podjetje, od projekta vstopilo. V sporu so se slovenskimi železnicami in MOL, ki je po zakonu dolžen to zagotoviti, tudi od projekta vstopil, tako da jaz vam težko rečem, kdaj bomo kaj uredili. Brez zazidanega načrta, brez prostorsko-ureditvenega plana v Ljubljani bi sami težko karkoli uredili. So seveda neke možnosti se zdaj pokazale v okolici, kjer so neka prosta zemljišča, ampak mislim, da boste mogli vprašati tudi župana, da bo povedal, kaj on razmišlja o tej zadevi. Mislim pa, da zdaj prav trenutek, da se o tem začnemo bolj resno pogovarjati. Ne glede na to, bom še povedal par podatkov, ki jih povodoma, ki jih imate tukaj izjavi. Število potnikov, predvsem teh naključnih potnikov v zadnjih 5 letih narašča. In v povprečju po 7% stopnji letno. Tako da imamo glede na isto obdobje lanskega leta, zdaj imamo statistične podatke za prve 3 mesece, se je število potnikov poveča za 4,4%. Tako da vaše vprašanje jaz imam predvsem na mestu, ker se potniki povečujejo. Ne gre samo za potnike iz okolice Ljubljane, ki koristijo postajo, ampak gre za veliko več povezav s Hrvaško, naprimer s Dunajem, imamo nove povezave v Trst, ki gredo tudi preko Postojne in Postojnske jame. S Hrvaško imamo več navezav, s Zagrebom več povezav imamo, zato so tudi naši kolegi s Reko in tako dalje. Tudi s Reko imamo povezavo v Postojnsko jamo. Tako da, glede na to,
Jaz mislim, da je pravi trenutek, ker se zaznal se je trend naraščanja potnikov, občasnih potnikov v medkrajevnem in tudi v mednarodnem prometu. Če dovolite, bi samo nekaj dodal pri razumevanju prevoza potnikov z avtobusi. Postojnska jama je imela lani 620 tisoč obiskovalcev. Od tega jih je polovica jih prihaja kot skupinskih gostov z avtobusi in 310 tisoč je individualnih gostov. Iz tega razloga smo mi pred 2 leti, ko smo prepoznali tako pomembno skupino teh potnikov, tudi prometni režim v parku Postojnske jame spremenili in je avtobusno postajališče v neposredni bližini Titetina, zato ker so te potniki, ki organizirano prihajajo, predvsem starejši ljudje. Medtem, da so pa potniki, ki prihajajo iz Ljubljane oziroma s temi linijami, pa mlajši. Lahko bi si celo reči, da prevladujejo neevropski gosti. In spoznavanje, bom rekel, strukture gostov je pripeljalo do tega, da v bistvu, ko je sama avtobusno postajališče prodajalo te karte, je potreba nastajala in kjer se dva razumeta, potem je tudi realizacija zelo blizu. Smo pa namenoma ta najkvalitetnejši prostor namenili pravzaprav avtobuserjem, če lahko tako rečem, ampak kot zelo, zelo pomembnemu segmentu in naprej ste pa odprli to, kar sem hotel v nadaljevanju povedati. Dobro bo takrat, kadar bodo reka je že povezana, ko bodo te povezave tudi z Avstrijo in pa avstrijsko-Koroško. Ker naš gravitacijski krog dnevnega obiskovanja je velik približno 250 km. In to je nam čisto vse dosegljivo z dobro organizacijo. Zato sem rekel, ni ta postaja drobna novica, ta je začetek lahko neke zgodbe, ki jo mi tudi marketinško potem znamo izredno dobro stržiti v korist oboji. Njih kot prevoznikov in nas kot interpretatorjev naravne in kulturne dediščine vedno poudarjam, dajte 2 svetovne znamenitosti na enem mestu. Postojnska jama je vsaj 10 km pred Jamski grad in čisto blizu Lipica. Izvolite. Tina Minosnik, Primorske novice. Jaz bi pa vprašala, če sem prav razumela, ta avtobus vozi od 1.6. že. Ja. Če imate točne podatke, torej kakšna je obiskanost, oziroma koliko potnikov je, pa mogoče kakšna ocena, če se da je to, kje se je mogoče kar? Na pamet se vam ne bi upal reči, mi lahko sklepamo to po vseh prodanih kartah, ki ste jih vi s prevozom prodali, ker mi smo online povezani s prodajo kart. Na pamet ne vem, zjutraj jih je bilo pa 6. Tudi mislim, da s tem, ko ta postaja obstaja, je nam zelo enostavno dati tudi informacijo zdaj po hoteli, da obstaja na tak način. To je pomembno. Ti naš moraš kvalitetno infrastrukturo vzpostaviti in potem preko prodaje to obreku tudi reklamirati. Ne pa govorim, da bo, potem pa, ko pa mora avtobus odpeljati, pa ni od nikoga. Gospod Vojko Anzelc, podatek za avtobusno postajo. Jaz bi mogoče samo tole dodal, da v lanskem celem letu smo mi prodali 600 potnikom, nekaj če 600 potnikom tudi voucher za vstop v Postojnsko jamo. Lahko pa rečem, da smo že v letošnjih prvih 5 mesecih pripeljali z kupljenimi voucherji v Postojnsko jamo okoli 800 potnikov. Kar pomeni, da je to več kot 9-krat več potnikov in smo pripričani, ker še glavna sezona prihaja, da bojo te rezultati še veliko, veliko boljši. Še posebej zaradi tega, ker se trudimo še izpiliti, bom rekel, informacije, ki jih potrebujejo potniki, jih še zbiramo, zato bomo še se povezali, da bo na vsak
in na avtobusni postaji, in pri prevozniku, in v Postojnski jami vsak tak potnik obiskovalec dobil kompletno informacijo, ki bo šel, katere bojo še olajšale dostop do te krasne destinacije. Ampak karto recimo za Postojnsko jamo jaz lahko, oziroma nek gost, ki se bo želel peljati, kupiti na katerem postajališču? Ne, samo na avtobusni postaji Ljubljana dobimo voucher in ti potniki imajo potem, so organizirali v Postojnski jami prednostno blagajno, ker so že kupili vstopnico, samo da dobijo še pravo za vhod z vsemi audiovodniki in tako naprej, da takrat, kadar je največja gužva, nekdo, ki je že rezerviral vstop v Postojnsko jamo, mislimo, da ima neko prednost. Kaj pa Skopra in Gorice? Tudi mogoče Mi na avtobusni postaji prodajamo, kako ima Postojnska jama urejeno oziroma kaj še predvidevajo, to bo pa verjetno. Nisem slišal, kje je mogoče kupiti karte? Je to tudi od kjer vozi avtobus, samo na ljubljanski avtobusni postaji, samo v Kopru, v Gorici? Jaz vem, na ljubljanski avtobus. Na ljubljanski, da, v bistvu sprašuje gospa, če so še kakšna druga prodajna mesta, kjer je možno dobiti voucherje. To so pa predvsem po hotelih. Vi mislite kot prodajno mesto, internetno prodajno mesto je tisto prvo, da bi pa mi imeli poslovalnice ali pa da bi nekdo drug še prodajal karte, pa načeloma niti ne hoteli še nekaj, ampak oni so najbolj resno, bom rekel, pristopili k temu projektu. Ker morate le vedeti, da ta prednostna blagajna, ki jo omenjam, poleti to je 6000 ljudi dnevno. Je zelo pomembno, kako mi logistično tega gosta spremljamo. Kako ga v bistvu prepoznamo, kakšne napotke smo mu dali. Rast letošnjega turističnega obiska imamo 12%. Mi imamo že do današnjega dne 20 000 gostov več kot lani. To je recimo v turizmu dvomestne številke so izredno redke. In skupno vseh obiskov, ker ta gost, ko pride, mi zdaj govorimo o Postojnski jami. Ampak ta gost potem lahko obišče ali še Expo, ali Bivari, ali Predjamski grad, skupnih obiskov je pa 900 000. Tako da, če gremo proti nekemu famoznemu milijonu, to je pa na nivoju Slovenije skoraj 35% vseh turističnih obiskov. To je zelo pomembno, da to dostopnost naredimo z Kopra, z Nove Gorice, z Reke, z Ljubljane, ker potem povprašujejo. In tukaj ponudba in povpraševanje sta se najdla. Da bomo pa mogli njemu še več informacij dajati, je pa naravno obe, ker on bo dobro izkušnjo dal v hotel. Ker sem rekel, to so mladi, oni si izredno hitro izmenjujejo informacije. In če reče, super, je bilo krasno, sam na avtobus sem prišel, tam so me vrgli dol in potem so me pobrali, me točno pripeljali, to ni boljša reklama. Goste bodo naš najboljši direktni marketing. Ja. In če bo ta dober glas šel naprej in do zdaj mi reklamacij nismo zabeležili, vi pa tudi verjetno, da jih jama ni razočarala, je to kar spodbudno. No? Predvsem je pa spodbudna številka, ko ste jo povedali. Jaz bi mogoče samo še tole dodal, da ne izveni, mi imamo danes tukaj predstavnike tudi iz uprav in direktorje iz Reke in iz Zagreba. In iz Reke že dvakrat dnevno vozi avtobus v Postojnsko jamo. Čakamo pa, da bo vsak trenutek začela se povezava tudi iz Zagreba. In jasno, seveda smo se pa na vse to dosti dobro pripravili. Ta projekt je trajal 3 mesece in v tem času smo tudi izobrazili, bom rekel, Postojnska jama je uvidela tukaj priložnost in povabila vse naše blagajnike in zaposlene na avtobusni postaji, da so si tudi ogledali Postojnsko jamo, da znajo tudi predstaviti, dati informacije, ki jih ne pozna prav vsak in zaradi tega tudi jaz mislim, da je to večji efekt pri sami prodaji, ker so ljudje seznanjeni in dobijo res prave informacije. No, to je predstavitev novih postajališča v Postojnski jami. Izvolite še